Danes sem predal letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2020 predsedniku Državnega zbora. Ugotavljamo pri Varuhu človekovih pravic, da se je povečalo število prejetih pobud in pa njihova utemeljenost kar se dobro tretjino v času COVID-a. To so tiste COVID zadeve, ki so bile, drugače pa se nažalost ugotavljamo, da se samo kršenje človekovih pravic ni zmanjševalo tudi na tem splošnem področju. Okrog 500 je bilo utemeljenih pobud v lanskem letu, kar je na nivoju drugih let. Celotno letno poročilo je namenjeno tako rednemu delovanju posameznih inštitucij, kot pa potem posebni del tudi času COVID-a. Mi smo ugotovili in ugotavljamo, da je ravno COVID kriza poglobila razpoke, ki so bili že prej v družbi, se pravi tista področja, na katera opozarjamo že skozi leta, so se še bolj poglobila, tukaj se je še bolj očitno pokazalo, da na nekatere ciljne skupine enostavno pozabljamo. Na to smo še posebej upozorili odločevalce, da vsak od nas živi v nekem mehurčku in morda se niti ne zaveda ali se noče zavedati, da so pa res ljudje, ki živijo pod robom, drugače na robu, so vedno in v vsakem trenutku svojega življenja prikrajšani za tiste pravice, ki jih imamo tudi drugi. Tukaj govorimo o otrocih, invalidih, starejših, ženskah, delavcih, se pravi v več delih slojih družbe, manjšincih, Romih. Tako da to področja so se pokazala še kot bolj obremenjena v času COVID-a in jaz si želim, res trdno želim, tako iskreno, da bi vsi odločevalci od nivoja države pa do lokalne skupnosti, predvsem tukaj moramo apelirati na lokalno skupnost, da se zavemo tega in da začnemo resno delati v tem, ne samo, da se vsako leto enkrat tukaj srečamo ob predaji poročila Varuha, takrat vsi poudarjamo, da bomo sodelovali, potem pa skozi leto nas pa zmanjka. Morda je zelo tak nazoren primer tudi to, da nekatera ministrstva, tukaj moram nažalost izpostaviti Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, izobraževanje, znanosti, šport in zdravje, potrebuje tudi eno leto, da nam odgovorijo na eno zelo enostavno povpraševanje. Tako da tukaj moramo izraziti razočaranje, tako nad posameznimi ministrstvi, kot tudi pa, kot sem posebej izpostavil, lokalnimi skupnosti. V tem času COVID-a smo imeli zelo intenzivne stike ali korespondence tudi z vlado. Mi smo v času epidemije v lanskem letu naslovili 43 pobud, kritik na samo vlado in moram reči, da smo v večini bili tudi uspešni, da je vlada spreminjala odloke in da je večino naših pripomb tudi upoštevala, tako da se zavedamo, da je bilo takrat treba sprejemati hitre odločitve, da so te odločitve, vsi smo se zavedali, posegali v človekove pravice in upam, pridružujem se temu, kar je rekel predsednik Zorčič, da bo treba razmisliti o tem, da prihaja tukaj do širšega konsenza pri sprejemanju odločitev, ki zagotovo bodo spet posegali v človekove pravice. Zagotovo mora pa priti do tega zavedanja, da mora nivo človekovih pravic biti isti ali celo boljši po času COVID-a, kot je bil pred njim. Hvala lepa.